That is unquestionably the best family wagon. car of them all. No doubt about it. And the engine in this, Yeah. it is Broken. Why are I'm you not- saying these things, and why then aren't you in one? Why are you in that? because I like it. Well, hang on, you've No, just... I like it. This is brilliant. But This one works. Are you listening? You crazy mother. Spet sem si vzel en dan zase in sicer tvojo. Sva v Palma Novi v Outlet Villageu, razlogov je pa več. En razlog je, da moram narediti test Forda Focusa, pa je bil v Ljubljani ful slab vreme. Del vloga bo posvečen temu. Vmes bo pa malo skakala po Italiji, ker nekam potujemo konec marca in zaradi tega potovanja konec marca je treba najti ene take kombinacije oblačil, ker nam bo dobro služilo na tem potovanju. Tako da, brez vezen, tak, malo bo Ford Focus Active, malo bo tole, kako greš nekam. Evo pogled. Evo, šopinga je dost, midva so zdaj na poti v Trst, pa so se mingrede ustavila za en tak hiter review tega lepoca tukaj v zadnji, ki mi dela družbo ta teden, ki je moj Mercedes na servisu. V Fordu Focusu sem jaz v bistvu precej stvari povedal pred dobrim letom dni, ko sem bil na mednarodni predstavitvi v Franciji, na Azurni obali. V zadnji je zadnja različica, ki je prišla na trg in to je Ford Focus Active. Različna od drugih oziroma drugačna, predvsem po teh vidiš obrobah, nekoliko dvignem podvozju, ker je za slabe 3 cm avto višji od običajnega Focusa. Razlikuje se pa valjda po teh nekih optičnih dodatkih in naj bi bil namenjen tistim, ki želijo svoj avto redno peljati v blato. Tega si jaz načeloma ne želim, je pa občutno višji avto, kar se pozna nekoliko pri voznih lastnostih. Avto se pelje drugače kot običajen Ford Focus, nekoliko bolj mehak je. Zdaj pa Ford, ki je videl, da sem brez avta poklical, pa rekel, Jan, poglej, mama je nekaj zelo posebenega. Sam zate, za ta teden, ko boš brez avta. Zelo poseben je ta avto, predvsem zato, ker je tele Metropolis White barvi, taka specifična barva, pa zelo paše temu Activu. Druga stvar, ki pa je, ima pa noter dizel motor, ne, in zdaj v časih, ko se večina ljudi odloča za bencinarje, je 150 konjskih dizel v bistvu skoraj da že počasi redkost. Fordu Focusu, takmu Activu, teh 150 konjev v povezavi z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom dela tako ene take rahle čudeže. Kaj to pomeni? Da je avto izjemno lepo vozljiv, kur pa 5,5 litra na 100 km, tudi če ga precej grobo voziš. To so te osnovne informacije. Par stvari, ki v tem avtu treba povedati, pa jih v bistvu noben ne pove. Fordi, predvsem pa Fordi Focusi so avtomobili, ki se najbolj špelejo. Med vsemi svojimi konkurenti se ta avto pele od ostalih vsaj za 20 ali 30% boljši. Tudi zato je v bistvu slovenski avto leta po izboru novinarjev, ker novinarji ponovadi zberejo tiste avtomobile, ki se na cesti res dobro obnesejo in ponujajo vozniške užitke. Druga stvar, ki je meni pri Fordih, tem avtomobilu ful všeč, je to, kako so dobro poštimali volumen vozila. Predvsem prostor na zadnji klopi je idealka, pa v prtljažnem prostoru. Ta prtljažen prostor ni največji, mislim, da je 608 litrski, kak avto ima tudi večjega v tem segmentu, je pa najbolj prilagodljiv, namreč v njemu lahko zadeve zelo lepo modularno premikaš in prestavljaš in tem zadeve manjšaš ali pa povečuješ. Nekaj, kar me pa nekoliko skrbi, je pa cena tega avtomobila. Tam za mano, tale Ford Focus je 34.000 evrov. Je pa res, da se je treba zavedati, da to testno vozilo ima razen usta, pravzaprav čisto vse. To so na grobem te stvari. Zdaj vam pokažem še par posnetkov tega avta, nekoliko drugačnih ali pa nekoliko bolj vizualnih. Kaj več pa mogoče kdaj drugič v kakšni drugi priložnosti.
še Trst, pa na hitrico domov. Trst hodimo pa večinoma zato, ker moramo za otroka kupiti eno zdravilo, ki se v Sloveniji ne dobi, oziroma če ga naročiš, ga lahko dobiš samo v kliničnem centru. Tukaj ga dobiš pa brez recepta. Zdaj pa mi, da se je tudi malo duša prevezala, pa zdaj nima parolčkov. Pelil bo pa kar avto nazaj sam. Se res? Ja. Če pa avtonomno voz, ti ga lahko nažukaš malo, ne? Urbani se tole, ne? Urbani s Trieste, v bistvu takoj na glavnem trgu imaš en tak kafič, kjer dobiš, pazi, ob 2 parolih se stane 10 evrov, torej pač vsak 5, dobiš tole. Tako, pa morje. To je to je bilo to za danes. No, kako že prav dober star slovenski pregovor, da ima vodič rad mlade in čisto zares je tako, da se je nama pokvaril Ford Focus. Najbrž nič hudega, začela utripati ena lučka za motor, zmanjšana moč motorja je bila, tako da sem se rekel tako, da se je treba ustaviti. Nimaš kaj, jaz imam totalno smole s temi avtomobili v zadnjih 4 dneh, tako da sploh da moram verjeti, da je to možno. Pogled pred prihodom. Ja, 24 ur po nesrečnem dogodku smo spet v akciji. Drug Ford Focus, tokrat benzinar, 150 konjski. Meni sporočajo iz strani Fordovega PR-ja, da je avto, ki sem ga včeraj z vleko pripeljal, že popravljen. V bistvu ni bilo nič hujšega, snela se je ena cev. Avto je bil prej na ene parih testih, pri ene parih uredništvih in se ga po moje mičkam po šodru ali pa po neki zadevi vozil in se je neka cev snela. No? In ko se ta cev sname, potem je cev halo senzori, tako da se previdnostno zmanjša moč motora in podobne reči. Mislim pač smolo imam, a ne? Še update, kar se tiče Mercedesa, tukaj v zadnji je moj E popravljen in parkiran na isto mesto, kot sem ga prevzel prvi dan. Ne vem, če se spomnite tistega videa, vreme je isto, kamera je isto naštima, ne, upam, da se ista zgodba ne bo ponovila. Zamenjene ste bile 2 šobi, tale 2 naj bi bile ok, avto je preverjeno, že pred 3. pooblaščenemu serviserju in je baje v top stanju. Kaj se bo pa z njim dogajalo, pa vse ostalo, pa itak sprot, ker ta avto bo zdaj en čas del mojega lajfa. Tako da se vidimo, grem hitro, ker me ful ferbec smatra, kako se avto obnaša.